da gre za prvo te vrste pri nas, torej ne za franšizno revijo, temveč revijo, ki se posveča prav Slovencem. Sledi predstavitev revije z člani uredništva in urednikom Jožetom Dežmanom. Pavel, prisluhnite. Gospe in gospodje, pravzaprav lahko rečemo, da imamo opravka z obletniškim dogodkom, ker kljub vsemu se z četrto številko SLO nekako obhaja prvi rojstni dan. Zdi se mi, da je prav, da je založba Družina revijo dvignila do te ravni, da se lahko tudi srečujemo z vami tukaj na Knjižnem sejmu. In začetek te revije seveda je tisti, ki smo mu dali, jaz sem za začetek napisal, zakaj smo zmagovalci. Verjamem, da po 4 številkah bomo vam pokazali, jaz mislim, da je nazorna ilustracija te uredniške perspektive ali pa tudi vsebinskega registra, ki ga je revija zajela, boste videli na obeh ekranih. Se pravi, vidi se, da je dejansko to zgodba o tistih ljudeh, ki so na tem območju živeli, ki so sem prihajali in tudi o tistih, ki so z tega slovenskega ozemlja odhajali. Gre za zgodbe, ki jih pišejo zelo različne strokovne perspektive, ki nam jih narekuje temeljna radovednost o tem, ali je tisto, kar imamo kot zakladnico, kot kolektivno memorijo, kot tisto, kar je prav, da se spomnimo, kar ni bilo prav, da smo pozabili in kar smo morda narobe vedeli, da je to eno dolgoročno prizadevanje, ki izhaja iz tistega, iz odgovora na to vprašanje, zakaj smo zmagovalci. Ker prav gotovo je tako spraševanje, je luksuzno spraševanje, je spraševanje enega civilizacijskega obdobja in pa tudi spraševanje enega civilizacijskega upora, ker v enih neudobnih časih je iskanje tega kulturnega, nenasilnega, ustvarjalnega odgovora na ta vprašanje človeškega žitja in bitja tisto, kar nas pravzaprav mora zavezovati dobrim izročilom. In verjamem, da je v teh 4 številkah že nakazan osnovni volumen in pa tudi osnovna ambicioznost. Jaz sem vesel tudi, da je tudi odziv bralstva v teh razmerah, jaz mislim, da je soliden. Naše ambicije so seveda, da SLO včasih kraj ljudje postane del obče javne zavesti in repertoarja in zato je tudi tak pogovor, tak kot tukaj je zato tudi pripravljen. Z mano sta dr. Luka Vidmar in dr. Anton Beluščak, oba dva po stroki različna, se pravi, mi smo uredništvo je strokovno različno, mislim, da generacijsko spadamo nekje recimo v ena srednja leta, kjer se bi spodob, da se ene odgovornosti do sebe in življenja zavemo in bi seveda njima zdaj en tak pogled ob prvi obletnici ali pa tudi eno izhodišče, ki sta ga tudi oba dva nakazala v svojih uvodnikih v reviji, malo razložita, pa če gremo lahko kar po vrsti, to ne bi te prosil, da pograbiš mikrofon. Lep pozdrav. Zdaj je 4. številka že za nami. Zadovoljen, zelo zadovoljen, namreč predstavljeno je kar lepo število arheoloških člankov. Predstavljena je slovenska arheologija najširši javnosti, prihaja do ljudi, ki sicer verjetno v roke ne bi vzeli kaj arheološkega, pisano je poljudno, kar je za arheologe največkrat zelo težko. Ampak moj vtis so teh začetnih številkah
te revije, predvsem ta arheološki del, je pač zelo pozitiven. Tudi med ljudmi slišim take zelo pozitivne odzive. Presenečajo me tudi tisti, ki sicer niso recimo bralci, recimo movirskega tiska, ki niso recimo kristijani, ki ne posegajo po taki literaturi, pa vendar ta revija doseže. Po drugi strani se mi zdi zanimivo tudi to, zelo tak dober odziv med kolegi arheologi. Recimo, ko sem pred leti imel spor pri, zdaj ne vem, še obstaja ena revija, namreč pri vprašanju, ali pred našim štetjem, ali pred Kristusom. No, tukaj seveda teh sporov zaenkrat še ni bilo. Upam, da tudi v bodoče ne bo, ampak nekako s to revijo si upam trditi, tudi na področju arheologije odpiramo nova polta. Bilo je sicer v zgodovini, recimo po drugi svetovni vojni do danes, kar nekaj poskusov, ampak glede na to, da kar vidimo na mizici pred mano, je upati, da se bo pa tokrat to obdržalo. V teh številkah smo predstavili nekaj, bom rekel, svetovnih tem, med katerimi je zagotovo Tidal bab, pravzaprav neandertalčeva piščal iz divjih bab, nekateri jo oporekajo, da bi bila to, kar je, ampak če vzamete prispevek v roke, boste videli na kratko pojasnjeno, kaj so pravzaprav leta 1995 moji kolegi z Inštituta za arheologijo našli v dolini Idrijca. In to, da lahko take prispevke objavljamo v tej reviji, se mi zdi, da ni samo posebej umevno. Potem, recimo, pozoril bi na eden zelo aktualen prispevek o Emoni. Namreč letos naj bi praznovali 2000-letnico ustanovitve mesta. No in če boste pozorno prebrali ta prispevek, boste morda dobili odgovor, kako je bilo s tem pred 2000 leti. Tudi drugi prispevki, recimo v enem zvezku skočimo v daljni Egipt. Tudi med Slovenci so bili taki ljudje, ki so še danes. Potem se seznanimo z rimsko vojsko, z rimskimi vojakom. Se seznanimo z bogatstvom dolenskega haštata, ki ga je proslavil naš predhodnik, starosta slovenske arheologije, akademik Stane Gabrovec. Skratka, že v arheološkem delu te revije najdemo za vsakega nekaj. Lepa hvala.